Kaj je sinoda? Termin sinoda je navzoč že v izročilu Cerkve. Gre pač za skupno pot, da skupaj hodi celotno Božje ljudstvo, torej tudi verniki skupaj z duhovniki in drugimi kleriki. Sinode so bile navzoče že na začetku Cerkve, šlo je za zborovanja cerkvene skupnosti, razpravljali pa so o pomembnih vprašanjih, tako doktrinalne narave, liturgične, kanonske in pastoralne. Torej, sinode so bile že od začetka tudi različne, škofijske, regionalne, potem so bile tudi patriarhalne ali pa univerzalne oziroma splošne. Namen je bil, da bi ob prebiranju Božje besede in o poslušanju Svetega Duha, torej govorili o teh pomembnih vprašanjih za Cerkev, v luči Jezusa Kristusa, ki pa je sebe tudi predstavil kot pot, resnico in življenje. Kakšna pa je razlika med škofovsko in škofijsko sinodo na drugi strani? Ja, kanonsko pravo pozna seveda sinodo in daje normativni okvir, razlikuje med škofovsko in škofijsko sinodo. Škofovska sinoda je vsekakor pomembnejša, je po številu članov tudi večja, običajno tudi traja dlje časa. Škofovska sinoda je tista, ki jo skliče papež oziroma rimski škof. Nanjo so pozvani škofje iz vseh koncev sveta, tudi z namenom, da razpravljajo o vprašanjih, ki zadevajo Cerkev, da utrjujejo povezanost z rimskim škofom in med škofi med seboj, ter seveda tudi občestvo z vernim ljudstvom. Pri rednih škofovskih sinodah mora biti večina članov škofov, potem so pa seveda tudi člani drugi kleriki in tudi laiki, kar vidimo posebej v današnjem času, je to zelo navzoče. Torej, škofovska sinoda, papež je sklicatelj, papež ji tudi predseduje, on določa, kdaj se bo škofovska sinoda začela, kdaj se bo zaključila, določa tudi vrstni red vprašanj, o katerih se bo razpravljalo, potrjuje tudi izvoljene člane, lahko sinodo tudi razpusti, prekine. V primeru izpraznjenega papeškega sedeža sinoda na nek način stagnira in se čaka, kaj bo odredil novi papež, ki lahko sinodo nadaljuje ali pa jo razpusti. Na drugi strani pa imamo škofijsko sinodo, ta se odvija v delnih cerkvah po škofijah, sklicujejo seveda krajevni škof, zanjo se odloči po svojem nagibu in po posvetovanju z duhovniškim svetom, da bi razpravljali o vprašanjih, ki zadevajo pač neko delno cerkev ali škofijo. Člani škofijske sinode so škofje pomočniki in pomožni škofje, potem škofovi vikarji, sodni vikar, člani duhovniškega sveta in laiki. Škofijska sinoda sprejema torej tudi določene usmeritve, edini zakonodajalec škofijske sinode pa je škof, ki lahko edini torej odloča, kaj se bo objavilo in kaj se bo sprejelo. Se tokratna sinoda papeža Frančiška kaj razlikuje od drugih? Ja, letošnja oziroma tokratna sinoda je precej drugačna. Namreč gre za decentralizacijo, o kateri je papež že govoril leta 2015 o 50. obletnici ustanove sinode. To prihaja sedaj v konkretna dejanja. O sinodi razpravljamo najprej po škofijah in ne v Vatikanu. Tam bodo o vsem tem razpravljali leta 2023. Torej imamo kar nekaj časa, da najprej sami premislimo o pomembnih vprašanjih, ki so bila seveda izpostavljena. Gre za to, da premišljujemo, da razločujemo in da tudi poslušamo drug drugega na škofijski ravni, torej v škofiji, potem v obsegu celotne škofovske konference in potem na vseh 5 kontinentih. Zaključek pa seveda v Vatikanu, takrat bo škofovski sinodi predsedoval papež,
skupaj z škofi in ostalimi člani, laiki, z vernim ljudstvom in potrdil tudi odloke in sklepe, ki bodo veljali za vso cerkev. Upajmo, da bodo odloki uspešni. Hvala lepa. Hvala vam.